potniško letalo uspešno prepeljali v Dolenjske Toplice. Izkopali več kot 550 skeletov. Obnova arkadnih hodnikov na Brežiškem gradu. Lepo pozdravljeni. Minulo noč se je na avtocesti proti Novemu mestu odvijala zanimiva potniška dogodivščina. Z ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika so namreč s posebnimi vozili v podjetje Fero Črtalič v Dolenjske Toplice prepeljali potniško letalo. Sinoči nekaj pred 11. zvečer je konvoj vozil z razstavljenim letalom zavil z avtoceste in nadaljeval svojo pot najprej mimo vzhodnega dela Novega mesta, skozi krožišči v Bučni vasi in pri Adrii Mobil, ter nato mimo Prečne, Straže, Soteske, Podhoste in Podturna okrog polnoči uspešno prišel do cilja naselja pri Dolenjskih Toplicah. Občutki so vznemirljivi, neverjetni in presrečna sem, da smo uspeli letalo v tako rekordnem času in brez zapletov pripeljati na svoje novo domovanje, bom rekla. V družinskem podjetju Fero Črtalič snujejo in razvijajo najnaprednejše rešitve za obdelavo površin v letalski industriji. Pred kratkim pa se jim je ponudila priložnost za pridobitev pravega potniškega reaktivca, ki je zadnjih 17 let prevažal potnike po ZDA, Mehiki in Sudanu, preden je pristal v Hrambi na brniškem letališču. Letalo bo služilo razvoju in raziskavam naših tehnologij na področju obdelave površin v letalski industriji, predvsem za mikrokovanje, preoblikovanje površin in pa za čiščenje s suhim ledom in suhim snegom. Hkrati pa bomo letalo pripravili za edukacijski center, kjer bomo svoje poslovne partnerje in kupce izobraževali z najnovejšimi tehnologijami in pa z možnimi rešitvami v letalski industriji. Ekipa, ki je sodelovala pri tem edinstvenem dnevnem in nočnem podvigu, ki je med potjo pritegnil tudi nemalo pozornosti ljudi, je štela med 25 in 30 ljudi. V nekaterih občinah občinski sveti tudi poleti ne počivajo. V Šentrupertu se je sestal na 6. redni seji, na kateri so svetniki in svetnice potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta za komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone Šentrupert. Občina namerava opremiti približno 2 hektara veliko tako imenovano cono pod Farovškim hribom. Dovoz do cone pa poteka po še nedokončani makadamski cesti, ki jo nameravajo v prihodnjem letu rekonstruirati. To je nek 1,6 kilometra dolžine, pa še most čez Bistrico, ki bo za tovorni promet. Tovorni promet bo lahko tako v prihodnje potekal po novo zgrajenem mostu. Naložba vključuje tudi ureditev razsvetljave, meteorne kanalizacije in odvodnjavanja. Tukaj se gre za investicijo približno 800 tisoč evrov, za kar mi imamo zagotovljenih 534 tisoč nepovratnih sredstev. Tako da to bo zelo pomembno za nas, da se razbremeni severni del tukaj okoli Šentruperta. Na občinski seji so tako storili korak naprej pri tem projektu. Do konca leta se bo še določene podrobne dokumente predstavilo, ampak bi rekel, da smo kar to zadevo že imamo zagotovljeno. Tu smo dobili potrditev tako iz razvojnega centra, kot iz ministrstva. Ko bo potrjeno vse iz ministrstva, bi se šlo na izbiro izvajalca in rok za izvedbo bi bilo pa do konca leta 2020. V coni so sicer dopustne proizvodne dejavnosti, trgovina, storitve in gostinstvo, gradbeništvo, poslovni prostori, kvartarne dejavnosti, šport in rekreacija. Župan je sicer ob tej priložnosti predstavil tudi novo občinsko upravo. Nova direktorica je nastopila 18. julija. Nadomestnika za višjo svetovalko za splošne zadeve je tudi že začel z delom. 8. avgusta naj bi nastopila delo novo izbrana višja svetovalka za okolje in prostor. Objavili bodo še razpis za svetovalca za finance in proračun. Predvidoma naj bi se to zgodilo oktobra, sicer pa bo v primerjavi s prejšnjimi leti en zaposlen na občini manj. Skupaj bo tako 7 občinarjev. Čeprav kostanjeviška občina zaradi manjšega števila občanov od predpisanih 3000 prebivalcev ni zavezana k ureditvi zbirno-reciklažnega centra, se bo občina že v kratkem lotila njegove izgradnje v neposredni bližini tamkajšnje čistilne naprave.
Center bo zaživel še letos. Zbirno-reciklažni center bo, kot pravi župan, velika pridobitev za vse občane Kostanjevice in okoliških vasi. Če pospravljajo jevje, ne vem, kaj prepovedano kurjenje, ga naloži na prikolico in ga zapelja na deponijo. Da ne vozijo po hostah, da se ne skrivajo za nečim, da ne vozijo, ko razbija kopalnico v Krško, ki je to le dosti daleč, ne. Se imaš ti pravico to peljati dol, ne, ampak to nima tega učinka. Dobrodošla pridobitev bo po besedah župana odprta 2-krat tedensko, ko bodo občani v popoldanskih urah imeli možnost odvoza odpadkov v zbirni center. In lepo tam sortirajo komunalne odpadke, sem navalne tam, 11 kontejnerjev bo tam postavljenih in to bo se ločljivo, ne, in to bo pametna zgodba. Občina se namerava gradnje zbirno-reciklažnega centra lotiti takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Takoj, imamo sredstva zagotovljena za ta namen, to bo stalo oko 50 000 evrov. Ker imamo zemljišče, ker je plato že narejen, ta plato je treba zdaj komunalne lovilce olj, se veste, kanalizacijski sistem, varovanje narediti. Izvajalca gradbenih del bo občina iskala z javnim razpisom, dela pa bodo končana še letos. Na območju vzhodnega dela Studenca v ivanški občini poteka gradnja približno 500 metrov dolgega kanalizacijskega omrežja. Obenem obnavljajo še dotrajen vodovodni sistem, urejajo javno razsvetljavo in obnavljajo cesto. Naložba bo predvidoma zaključena do konca meseca. Na območju Studenca že imajo primarno kanalizacijsko omrežje vir pri stični Ivančna Gorica in črpališče, na katero se predvidena kanalizacija naveže. Ivančna Gorica je edina aglomeracija v občini Ivančna Gorica nad 2000 poejev in jo moramo 100% opremiti z javnim kanalizacijskim omrežjem. Če bi hoteli občina v celoti kanalizacijsko opremiti, bi potrebovali evropska sredstva tudi za aglomeracije, ki so manjše od 2000 populacijskih enot. Tako da zaenkrat gradimo vse, kar ostalo gradimo z lastnimi sredstvi. Zavedamo pa se, da za občanke in občane te naše težave ne pomenijo prav veliko, da njih zanima kvaliteta bivanja. Naložba na Studencu je vredna približno 300 000 evrov. Sem pa vesel, da je hkrati k tej investiciji pristopil tudi, da sta pristopila 2 ponudnika optičnega omrežja, tako da bomo naselje opremili tudi z optičnim kablom. Počasi se bližajo tudi cilju, da slehernemu občanu zagotovijo zdravo pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Obstaja še naselje Ravni dol, kjer se oskrbujejo še iz kapnic in to nas še čaka. Vse ostale naselja imajo javni vodovod, teh je 90%, nekaj pa je še vaških vodovodov. Strnad upa, da bodo imela še v tem mandatu vsa gospodinjstva v občini dostop do javnega vodovoda. V okviru z evropskim denarjem sofinanciranega projekta ureditve starega mestnega jedra v Črnomlju že 14 mesecev potekajo arheološke raziskave. Skoraj leto dni so arheologi izkopavali v ulicah Lojzeta Fabjana in Mirana Jarca. Konec maja pa so se lotili raziskav na platoju med cerkvijo svetega Petra in banko. Dejstvo je, da to traja predolgo, vendar Črnomelj je staro mesto in tu noter nas vedno kaj preseneti. Na platoju ob cerkvi so arheologi pričakovali grobišča, saj je znano, da je bilo tu več stoletij mestno pokopališče, vse do leta 1806. Ko s cesarskim odlokom pride do prepovedi pokopavanja v mestnih jedrih. Takrat se je uredilo novo pokopališče izven mestnega jedra. Presenetila pa jih je količina grobov. Namreč do zdaj smo odkrili približno 320 grobov, pokopov. Pričakujemo jih seveda še več, ker izkopavanja še potekajo, predvidoma do 23. avgusta. V grobovih pa so odkrili le skope dodatke, kot so rožni venci, obeski, svetinjice, prstani ter ostanki krst in oblek, kar priča, da je šlo za obdobje skromnih krščanskih pokopov brez bogatih dodatkov. Vse izkopane kosti bodo zdaj romale v Ljubljano, kjer bodo na podlagi antropoloških analiz ugotovili,
Starost posameznika, se pravi spol, ne? Potem nadalje potencialne poškodbe, bolezni in nenazadnje se lahko rekonstruira tudi sam standard posameznika oziroma kako je živel. Na to pa bo morala občina Črnomelj poskrbeti za dostojen pokop kosti. Začeli smo z načrtovanjem kostnice, verjetno v Vojni vasi, kjer bomo potem te skelete dostojno položili v počitku. V ulici Mirana Jarca in na platoju med cerkvijo in banko so arheologi doslej, poleg izjemnih najdb, kot je postnoantični zlatnik, izkopali več kot 550 okosti. Žal pa so vse arheološke raziskave, ki močno podaljšajo in podražijo naložbe, breme občine, pravi župan, prepričan, da bi morala na pomoč priskočiti država. Recimo, če gledamo samo to majhno investicijo tukaj med banko in cerkvijo. Predračunska vrednost celotnega projekta ureditve trga znaša nekaj več kot 400 000 evrov. Od tega celotnega projekta, od tega je bilo v začetku predvidenih recimo enih 70 000 evrov za arheologijo, zdaj na koncu bo prišlo 200 000 evrov skoraj, bomo dali za arheološka izkopavanja. Še večji pa je strošek izkopavanja v ulicah Lojzeta Fabjana in Mirana Jarca, kjer so arheologi končali s delom. Gradbinci pa so se že lotili tlakovanja ulic. Tako da računamo, da bi v naslednjih nekaj mesecih to dejansko uspeli zaključiti. Potem pa se bodo lotili ureditve trga med banko in cerkvijo, kjer še izkopavajo arheologi. V Posavju pa praznujejo 70 let Posavskega muzeja Brežice. 70 let delovanja ne poteka zgolj v znamenju spominskih prireditev. Grad je namreč deležen tudi potrebnih vzdrževalnih del. Po obnovi strehe nad Viteško dvorano so zdaj na vrsti arkadni hodniki. Čeprav ima Ministrstvo za kulturo skopo odmerjena sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov, je občini Brežice kot lastnici gradu uspelo pridobiti sofinanciranje za investicijski program, to je prenova terase, ki seveda imamo eno težavo z zamakanjem v tem delu, ter sanacija ometov na vseh arkadah in pa pridobitev novih oken in vrat za celotna nadstropja, se pravi na tem arkadnem delu, na zahodnem delu gradu. Dela so vredna 170 000 evrov in bodo potekala glede na dinamiko financiranja, le-ta je dvoletno, pravi prva dama Posavskega muzeja Brežice. Bomo pa dodatno še dopolnili tudi osvetljavo v vseh arkadnih hodnikih. Tisti, ki k nam radi hodijo, vejo, da imamo izjemno temno in potem to je res neustrezno za večerne prireditve in večerne obiske gradu. Začetek del ne bo moteč za festival stare glasbe Sevik Brežice, ki se bo odvijal v Viteški dvorani, odprli pa ga bodo s koncertom 16. avgusta in sicer z nastopom mednarodnega orkestra iz Trsta. Sledila bosta še koncerta v Brežicah. Sicer pa festivalski program skupaj obsega 5 koncertov na še 2 drugih lokacijah. Konec julija v gradu opažajo povečan obisk tujcev, ki pridejo iz bližnjih term, zato je muzej odprt vsak dan do 20. ure, še dodaja direktorica. Z vami pa je vsak dan tudi vaš kanal, zato ostanite še naprej v naši družbi in preživite lep večer.